On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. A jaz gledam danes največji iluminat ever, a ne? Zaradi tega trikotnika vzad. V bistvu je bolj svetine smrti, ampak whatever. Nisem iluminat, I swear to God. I'm not. Malo resnosti, danes bomo govorili o primeru Grace Millane. Nisem pričakovala, ko sem začela raziskovati ta primer, da bo en moj najljubših ever, pa verjetno nekaj podobnega rečem na začetku vsakega. Mogoče zato, ker padem noter in se mi vsak zdi amazing, edinstven in noro dober dokumentiran, ampak tale je res je dokumentiran, ker basically so rešili ta primer zato, ker je vse posnet na kamerah. Dobesedno boste videli vse posnet. Torej, en psiho-idiot Jesse je pač ubil na Tinder dateu svoj date Grace Millane in jo je pospravil v kufer in odnesel iz hotelske sobe in zakopal. In cel zločin je posnet dobesedno v njunega prvega objema naprej do konca, ko v razne smeti po celemu mestu meče neke ostanke čistil in vsega. In mi je noro, pač žensk vidimo njun date, ko sta na pijači in vse to, tako da danes gremo ta primer, čim več video vam pokažem. In prej še tole, tale najbolj awesome lepa stvar na ekranu, zdaj, ki jo gledate, je flame diffuser oziroma imitacija resničnih plamen, ampak je difuzor oziroma osvežilec zraka za aromaterapijo, tako da če je komu to všeč in če koga to fascinira kakor mene, gospod je vedno link, lahko tudi komu kot daril kupite, ker je bolana, da je zadaril, tako da just saying that, gremo dalje. Torej vse skupaj se je odvil predvsem na medijih in poročilih iz Nove Zelandije, ker se je tam vse to zgodilo. By the way, niso ljudje iz Nove Zelandije mišljeni tako za ful prijazne, a imam jaz to kar odnek v glavi. 28-letni Jesse Shane Campson, v tem primeru bi se lahko rekli tudi grozote iz sobe 308. Namreč sam umor se je zgodil v sobi 308 v hotelu. Grace Millane je bila, tak največji cutie pie, rojena je bila v Essexu, torej Angležinja, leta 1996, kar pomeni, da bi bila zdaj stara 27, baby. Bila je sociable, rada je imela ljudi, bila je caring, rada je imela ful svojo družino, kreativna je bila, končala je šolo nedolgo nazaj, diplomirala je iz advertisementa in marketinga, tako da je fella girl. V bistvu ful dober biznis za ta svet zdaj in bila je polna idej, kako bo s tem naprej živela in kaj bo vse počela v življenju, ampak preden bi nadaljevala s svojim življenjem, mi rekla, jaz grem za 1 let potovati. Za 1 let! In v bistvu ves čas delala zraven študija in je tudi našparala za 1 let potovanje, kar je ful amazing in svaka je čas. Še ena stvar, ki moram povedati o njej in je toliko slab, že se je lih njej to zgodilo, ker je bila tak srček. Ona si odrezala večino las, samo zato, da jih je lahko podarila otrokom, ki imajo raka. Ta trust se je imenoval Princess Trust, torej za tiste, ki zgubljajo lase zaradi kemoterapije. Torej smo leta 2018 in ona končno se odpravila na to potovanje. Najprej šla recimo v Peru, jaz si ful želela in je bila potem 6 tednov v bistvu v Južni Ameriki. Bila je tudi taka ful sociable, kot sem rekla, nabirala je prijatelje, tako da ko greš enkrat backpackat, ne vem, če imate kaj izkušenj, če ste probali, jaz kar sem, ful folka spoznaš, v hoslih si, ali pa couchsurfaš, kitek spiš pri nekomu zastonj in valjda ta človek potem tam mačken streže, malo krog pokaže. To basically se bondaš in ful kolegov nabereš in ful imamo tudi sliko tega, kako je ona nove ljudi spoznavala in vsi so imeli radi in ful novih vez in poznanstvo in to je nekaj najlepšega, če se ti valjda ne zgodi nekaj groznega. Jaz se spomnim, ko je šla moja ex-best friendica takole za 3 mesece po Aziji, jaz sem mislila, za mene je bilo strah, kako je mogla biti šele njo občasno strah, in čisto tuj svet, čist sama, ne, in ona tle po Južni Ameriki, ki je isto ful navaren. In je domače ful bombardirala non-stop s temi fotkami, z update non-stop, ker je imela tudi 2 brata in potem družino in vsi so bili ful povezani. In to je res primer, ker je ona non-stop pisala doma, vsi so bili updateni, vsi so bili na tekočem in ni bilo normalno, da se ne bi slišali tako pol dneva. 19. novembra, torej 1 mesec kasneje po Južni Ameriki, potem prišla v Auckland, torej v New Zealand, kjer pa vemo, da gre vse narobe. Šla je hostel tega, ki vidite tukaj na sliki, The Base Backpackers se je mu rekel. On Queen Street pa tudi potem v sobi ni bila sama, tako kot večinoma v hostelu itak nisi, niti po 2, večinoma tako pogradi pa več ljudi noter spi in je spet poznala nekaj ljudi, ki so vedeli, da je ona tam, tako da so bili ozaveščeni, da je pač ona tam. In potem iz 19. novembra, ko je tukaj torej nekih 11 dni, fast forward na 1. december. Mečkam vzemte v zakup, da tam nikoli ni toliko mrzlo in pač tudi ni bilo toliko mrzlo. Ona je bila lepo v črno oblekco oblečena, nekaj rdečkaste čevlje in je šla ven v city center, v mesto. In še ena stvar, ki jo backpackerji vedno delajo, to, da pač sem jaz zdaj ne bi več smela, ampak na Tinderu načeloma tudi iščeš povezave, nekoga, da ti ali pokaže malo okrog, ali da greš na
dejt na pivo, neki spit, pojest, tako da nisi sam, če ti na eni točki malo dolg čas rata ali pa pač predvsem, da najdeš domačina, ki ti v nekaj pokazal, ni nujno, da recimo hočeš dejta, ne? In je bila ona na Tinderu očitno in se je slišala s tem fantom, tem Jessiem, čeprav ne vem, če je imel tam isto ime. In torej ona šla ob 6:00 popoldne v mesto in sta se tipkala. In tukaj upam, da najdem sporočila in ta sporočila so predvsej očitno taka, da je bila ona nesigurna. Tako kot večina žensk, ki nisi kuj prepričana, a bi z nekom šla ali ne, ker oni kuj vabu kot na pijačo, pa v Mehiško. In ona bolj v smislu, kao, ne vem, lej bom videla. In on tako, ok, nisi pa ne rekla, pa ona tako, ja, prepričaj me, ne. Tako da pol na koncu je kao ona bolj v smislu, ok, Mehiško jaz ne, ampak greva pa na koktejle. Saj ponovadi pri Tinder dateu imaš v glavi, no, kaj če mi je tako všeč, nam se zahahklo tle za celo večerjo, ker vedno je ogromna možnost, da se nekdo ne bo dosti všeč in pač hočeš tisti izhod, čim prej pobegneš. Je rekla, ok, koktejli, pa še on je ful prepričoval, da časti. Ker pa verjeten pri nekomu, ki backpacka, veliko pomeni glede na to, da verjeten imaš budget. In zdaj to najbolj bizarna stvar, da vidimo to srečanje dejansko na kamer, ko se ona dva vidita, objameta, to je ta klasična Tinder scena, pa se objameš, ne moreš si lupčke dati, ne moreš si roke dati, pa se objameš, ne. In tako mi je žalostno, da je vse tega njega zadnjega prvega momenta posnet in potem vse do konca. Dobila sta se v Sky Cityju, to je bilo dokaj blizu. Njej je pa to en tak kompleks, da bi tukaj rekel LA ali pa BTC, ne, in njima je bilo to ful praktično, ker so tam restauracije, bari, kazino in vse tako, da se dogaja, da se sproti odločiš, kam boš šel. Gre sem imela tudi frendico imenovano Amina in jim ves čas pošiljala update. To naredimo punce, če smo smart, tudi moški mogoče, če se ne počutimo absolutno safe, poročamo frendu, ne lih staršem, ne da si na dejtu, ampak frendom, kako se počutiš, a je človek cool, a se štekaš, ali hočeš pobegati. In ponovadi imaš še kakšen cheat code, kao, če ti pošljem, da mi kaj ni cool, v mesiču me poklič, pa reč, da moram nujno nekam biti, kao, bullshit, ampak whatever. Hostel je zgoru, ne vem, moram nazaj, nujno, čau, a ne, če ti. Ampak ona je frendici Amini takrat pisala, da je tip noro všeč, da sta noro kliknila, da je vse skupaj vrhunsko in da je ful vesela, da je z njim. Pot imamo tukaj tudi dejansko posnetke iz tistih prvih pijača koktejlov, ki ste jih imela, torej ta prvi lokal. Frendici tudi napisala, da je ful všeč, ker je tip sposoben in je all manager, torej nek, karkoli že bi to bilo mišljeno, ampak nek manager, kao sposoben, ima kariero. Potem pa naslednji posnetek se pa stvari zelo nagražno zakomplicirajo, ker gresta v tako imenovan lokal Bluestone Room, če sem prav razumela, in potem tukaj vse cool, spet je date. Dokler ona ne ostane in gre, predvidevamo, da je šla na WC, verjetno, ker je nekaj časa ni bilo ali plača. In kaj on naredi? V roko vzame njeno torbico in začne po njej brskati tako za ful lep čas. Sploh ne vem, ko si upal to kdo, ker bi lahko kadarkoli nazaj prišla, ampak ok. Glavno, res je brskal, mogoče je hotel videti, če ima. Pozabila sem povedati, ona je rekla, nič takega ne počnem danes, ampak jutri, 2. decembra je pa moj rojsten dan. Dejansko je bil naslednji dan njen rojsten dan. 9:30 je bila ura, ko sta zapustila ta lokal, se držala nekako pod roko, pa čez ramena, to pač vidimo potem na posnetkih iz raznih kamer, ki so jih skupaj nabrali v mestu, in sta šla proti njegovemu hotelom. Tako da očitno je bil res tako všeč, da se je še upala z njemu v njegov hotel, ker je on začasno živel v hotelu. Naslednji dan je zdaj 2. december in je tudi njen rojstni dan. Logično, tudi za njen rojstni dan je njena družina ful pisala, vse najboljše, kako si kličejo, pišejo, še tako so bili ful povezani. In ko ti nekdo, ki ti ful pomen praznuje, hočeš biti na vezi, mogoče ne samo message, ampak dejansko se slišati videti video call, in nič, od nje nič, ni bilo odgovora, ni bilo nič, ure in to za njeno družino, ki so bili tako povezani, je bil to mindfuck, pač ni bilo normalno, ni bilo ok in bili so kuj panični. Kuj so začeli stvari sicer prijavljati, ampak ne vem, zakaj točno je to tako shit narejen, da pri Oakland policiji je to šlo v promet, da so dejansko jo kot pogrešano označili tako čez 3 dni šele. 5. decembra. Hostel je tudi potrdil, ni se vrnila, vidimo, ne vem, tudi na kamerah, da se ni vrnila, drugi ljudje so povedali, da se ni vrnila, ker kot sem rekla, ljudje tam so jo spoznali in tudi videli so vse njene stvari tam, tako da to je bilo ful čuden, ker na začetku je policija hotela zapeljati to, ker ona backpacka, spoznala je ogromno ljudi, lahko je šla zelo komorkoli na hitro, ampak če je imela pa svoje stvari tam, tako glavno imetje vse oblačila, pač pa to nima več smisla. In potem Jessie vmes počel ene ful čudne stvari. Dajmo se delati, da ne vemo, kaj se je z njo zgodilo še na tej točki, ampak je ona vmes na svoj Facebook objavila novo sliko oziroma zamenjala profilno sliko
in Jesse iz nekaterega razloga se je odločil, da je full smart, da on to komentira. Kao, da nima nič zraven pred tem in da nič ne ve, da se kaj čudnega dogaja in je on to komentiral. Nekaj v smislu, koliko si lepa, prav radiant, prav žariš. In potem ta model je bil Jesse Thompson in so se odločili potem pogledati v to, ker so tudi takrat že začeli nabirati posnetke iz kamer in so zelo hitro videli, da ta isti model, ki je komentiral, njeno sliko je tudi na vseh teh kamerah se pojavljal in so potem to združili in ga vzeli na zaslišanje, obviously. Pa še ena ful čudna stvar, ki je on naredil v teh dneh, je to, da je objavil post ali story na Facebook, kjer je pisal o tem, koliko mu je žal, da je bil tako slab človek, da se vsi tekom življenja učimo in da ima anksiozo in neke panične napade in da tudi zato jemlje zdravilo, kao ful delam na tem. No, ampak klih tedni se je on odločil to objaviti, prej pa v live, nič podobnega, nič nikoli, nič. Kdo je bil Jesse? Jesse je bil rojen v Wellingtonu. Ne vem, je tudi tam, odkjer izvira Wellington pečenka. Star je bil po 28. Imel je ločena starša in tudi ni bil v dobrem stiku po odnosih starši. So ga tudi delno vzgajali stari starši. Je imel pa potem pol brata in pol sestre in vsaj en pol brat oziroma večina njegovih prijateljev, vseh, ko so ga poznali, so imeli zapovedati eno in isto in sicer, da je bil on patološki lažnivec. To pomeni, da lažeš non-stop, brez pauze, brez smiselnih povezav, ampak preprosto ne moreš nehati. Ko enkrat začneš, ne moreš nehati in veš, da sam lažeš na laž in nič več nima smisla, nič več ni realnost. On je recimo trdil nekaj časa, da je bil v sorodu z nekimi slavnimi rugby playerji, potem je trdil, da je on slaven rugby player, to je na primer se zlagal svojemu najemodajalcu, zato da bi ga bolj resno jemal, kao vse ima denar. V resnici ni imel denarja, njegov zadnji job je bil nekaj časa telefonski prodajalec in je tudi ta job zgubil, mislim, da točno ta dan, 1. december, ko se je potem naješen najbolj dobil z Grace Millane. Lagal je, da je imel raka in druge resne bolezni, lagal je čisto vsem, družini, najbližjim puncam, partnerkam, vsem. Ves čas je lagal, katere karijere ima, tako da trenutno je bil obviously brez karijere in ja. Ves čas je dejansko zgubljal zaradi tega službe, zaradi tega, ker je toliko lagal in tudi stanovanje je zaradi laži ves čas zgubljal. Zdaj tukaj, ker bom dodala posnetkov tudi iz zaslišanja ali pa vsaj, mislim, ne zgodi se veliko zaradi tega, ker je navajen patološki lažnivec in njemu je lagati kakor meni obleč majico. It's about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City. And then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me. Because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, or uses your photos and pretends to be you and then meets, and you're a completely different person. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as... Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, Yeah. At least in my mind I'd feel safe. In on gladko on kar nekaj nalaga, kao, da se je iz Grace v javnosti pač dobil zaradi tega, da se je on safe počutil, kao, da ne bo catfishan in potem še razloži policaju, kao, a veš, kaj to pomeni, a veš, lahko ne bi bila taka, kakor na slikah in pač res lahko se mirno omaknem, če se ne bi safe počutil. Še rekel sem mu za DNK in je on sprve rekel, kao, ja, 100%, ni panike zaradi tega, ker itak pač nisem nič kriv, no. Policist mu je še rekel, kao, vsi razumeš, da je lahko upleten foul play, ne, lahko to pomeni, da je ona umorjena, ker je ne najdemo in veš, da si pač del te zgodbe, a on tako, ja, razumem, vse cool. Je pa on še trdil, da sta se ob 10. zvečer poslovila, dala lupčka na lička in šla vsak svojo smer in pa da ga je ona potem kasneje naslednji dan kot unmatchala iz Tindra in je on dobil pač občutek, da ji ni bil všeč in to je to z njegove strani. Zdaj pa tako, posnetkov iz nadzornih kamer je bilo 6 terabajtov, tako da ful. Najdali so čisto vse, kar so lahko, kjerkoli se je on pojavil, kakorkoli so lahko tej njuni poti sledili, vse so najdali. In mi imamo dejansko od zjutraj, v tem hotelu, od zjutraj posnetke, ko gre on v trgovino z raznimi pripomočki in tam kupil vse, kar je možno, basically, vse, kar je možno in sumljivo, kaj boš kupil po enem umoru krvavemu. Kupil je razna sredstva za čiščenje, kupil je huge kufer in lahko sklepate, kaj je bilo s tem kufrom, pelal ga je noter v hotel, sposodil si dejanski troli za kufre, ker je vedel, da bo težko in si je iz hotela sposodil, ne vem, kaj jim je rekel in je to potem pelal v sobo gor, obviously truplo od Grace noter naložil, odpelal dol, si sposodil Toyota Corolla avto,
avto, rdečo, ko ful je razmišljal o tem in je tudi potem. Naslednjo jutro je vrnil ta avto, imel je on srečo, on je imel pač srečo, da je nekdo drug si takoj ta avto naprej sposodil in je pač še bolj zabrisal nekako dokaze, kaj vse se je dogajalo v tem avtu. Pa paste to, kaj je še naredil, to je meni bizarno, pa čudno, da je imel denar, ampak ok. Kupuje čistilno napravo, dobesedno uno čistilno napravo, ko imajo profi podjetja za čiščenje in v hotelih in tako, za čiščenje preprog. In je rekel je v hotelu, to pa zato, ker sem mečken rdečega vina polil. Zakaj ga niso vprašali, kaj boš pa s to napravo, je boš dan pelil, v glavnem. In pa je s tem očitno pucal in pa ste zdaj to, par ur potem, ko je on vse spucal, torej ne vem, kaj je to, nek 3. decembra, ne, se je on dobil za še eno žensko. Mene res zanima, kaj je njemu v glavi pravil. Še eno žensko iz Tindra. In ta ženska potem kasneje na zaslišanju je rekla, ja, pač to, ki je bilo fucked up, to, ki ima čudne izjave, to, sem se slabo počutila. Model je govoril o zakopavanju trupel, da pa na koncu rekla, ne hvala, grem dam, kaj je hotel iti valjda naprej z njo. Mogoče je dobil vtis po prvemu dejtu, da je to vrhunsko, da mu je super ratal, da je vse spucal, da lahko to še naprej gladko počne in je hotel naslednji na listi dan ponoviti, ko fuck. A ja, pa še tisto jutro je lopato dejansko se vidi na posnetkih. Wow. Potem v naslednjih dneh, ko so tudi preiskovali razne nadzorne kamere, so ga videvali na kamerih, kako je odmetaval v random smetnjake in lokacije, vse po mojem možno od tega, kar je kupil, kar je bilo treba skriti, kar je imelo kakršnokoli DNK, kri, čistilne pripomočke in tako naprej, vse je samo odmetaval čim bolj raztrešeno po celem mestu. In tudi policija je obviously družini še ni mogla reči, imamo truplo ali pa oni krivo, so pa rekli, da je glavni osumljenec in imajo tudi dosti čudnih dokazov, da grejo lahko še enkrat govoriti z njemu in še enkrat na zaslišanje. In ko se je policija odpravila v ta City Life hotel, kjer je on živel, je on tudi lih prišel domov in jih je videl, so se srečali in je dojel, da je v nevarnosti, se je obrnil, gledal preč in počasi korakal preč. Idiot. In je šla policija za njemu in ga pridržala in so šli nazaj na zaslišanje. Zdaj se je njegova zgodba drastično spremenila in je rekel, paste. Grace Millen je bila tako največja fanica 50 Shades of Grey, pa čist napaljena na vse možno, kar je BDSM, ker je bondage, hotela na polno na hard seksati in preprosto se mi je ustregel in sploh ne kaj se je zgodilo, na eni točki sva šla na tla in sem jo začel davt in pol ne vem, in pol sem šel jaz pod tuš in sem pod tušem zaspal in pol na eni točki, ko sem se zbudil, sem šel v poslo in spal naprej in potem zjutraj, da je videl, da je ona v bistvu mrtva, prej sploh ne opazil in je zapaničaril in dovedel, kaj se je zgodilo, da je mogoče jo res on zadavil ali nekaj in je zapaničaril, je zapakiral kufer in nesel pokopati. Policaj je takrat mirno rekel, ok, nam boš pač pokazal, kam se je opeljal zakopati, on je rekel, ja, seveda. Ker je spet mislil, da je tako pametno naumil, da glede ničesar drugega ne bojo mogli sklepati, da to ni bil lih tak umor. Končno so šli lahko tudi v to hotelsko sobo, obviously so imeli zdaj nalog in so ne glede na vas njegov pucanje videli tam ogromno sledov krvi, ker obviously imajo najboljšo opremo. In tudi, ko so končno šli odkopati njeno truplo, ga vzeli ven in je bilo potrjeno to Grace, so videli na znakih na njej, da se je ona upirala, da je bilo vsaj 4-5 minut tega davljanja, da je bilo tukaj veliko črnic in vsega in da niti približen pač ni mogel biti to upsi nekako po pomoti in spotoma. Potem so pogledali njegove history searche, vem, da je bilo vmes tudi flesh eating birds, ker je po moje hotel, da tanka zakople, da jo kakšni ptiči in da jo čim bolj na površju, da je to tudi zakopal, da bi pol ti ptiči to po možnosti pojedali in raznesel okrog. Je pa tudi njeno truplo neštetokrat seksualno fotografiral, torej že itak golo, a ne pa pač ne vem, mrtev verjeten, se pravi intimno fotografiral, ker obviously želijo to potem zapol. Njen pogreb je bil ful razvpit, ful tudi je prišlo ljudi iz Nove Zelandije, ker jim je bilo nasploh žal, da je bila ona v tuji državi, ker pač ni bila varna in bi mogla biti varna. To je tudi njihova ministrica skozi govorila, res jim je bilo beta, ne, in pač ogromno ljudi jih je podpirali in prišlo se posloviti. In 6 dni po tem pogrebu je potem on še vedno na sodišču pleadal not guilty, kao trdil, da ni kriv in imel milijone enih izgovorov. Je pa njegov polbrat, hvala Bogu, pričal naprimer proti njemu, da je trdil, da ja, Jesse tak nalagal toliko zelo velik, tak lažnivc, da je dobesedno kdaj se čisto zaplet vloži in ko so mu dajali določene vprašanja, da pokažejo, da vidijo, da se laže in da nima smisla, kar govori, je preprosto se skujal z joko in stekel preč. Dobesedno v jok pa na drevo. Potem so hvala Bogu še 2 ženski prišli naprej. Ne vem, koliko jih je dejansko moglo biti, ampak dve sta se oglasili in prišli naprej.
in da jih je posilil, in da jih je pač njima je grozil, da so pač se vdale in je posilil, kao v smislu, da bo bil njo ali pa njeno družino ali pa oboje. Eni $10,000 nekako ukradel. Ker je pa najbolj sik je pa to, da je na koncu dobil nekih 17 let vse skup in še to je zdaj tak je, ker veste, pravno ves čas išče opcije, kako vse se pritožiti, kako spet priti na sodišče, kako si skrajšati to, kako priti ven. Je imel na sodišču, hvala Bogu, na eni točki končno tak manjši izbruh jeze, da se je videl, da je imel strnjač tacga, ampak mečkan je vam butonil njegov ta pravi jaz, ker drugače pa skozi čist poker face, čist miren, brez mimike, sploh ne veš, ali so kakršnakoli čustva tle, razen ko je bilo razglašen, da je kriv in da bo šel v zapor, je bil tako full oksan tih pa strmel. Njena družina od Grace Millane je ustanovila Remembering Grace Millane in so zbirali pomoč in kakršnokoli podporo za žrtve, predvsem za ženske v takih razmerih in so zbirali denar in razne stvari. David Millane je tudi full sodeloval v tej celi akciji, skali in vsem, ker je bil pač oče od Grace Millane in je tako res heartbreaking ga je spremljati, ker je bil full povezan in full težko mu je bilo vse skupaj pač obviously, ker je njegova hčerka. Je pa tudi žalostno, da je nedolgo potem dobesedno zbolel in umrl, tako par let zatem in je meni zanimivo, kako moj kdaj od žalosti dejansko lahko umreš. Skratka, ja, kar mi lahko potegnemo ven iz tega primera, po moje to, da če že greste kam sami, mogoče ne idlih same, sploh punce, ker je to pač noro, res kolikor imaš sreče, ali boš dor, če je sprašoval, ali pa se ti vsaj nekaj zgodil, ker se veste, da vsak tretji psihotip na cesti misli, da ima kakršnokoli dovoljenje do tvojega telesa ali česarkoli. In je žalostno, ja, da zaradi takih psihopatov ne moramo bolj mirno živeti, pa bolj mirno početi stvari v življenju. Anyway, dragi moji, to je to za ta true crime, po moje kar dolg. Se gledamo naslednjič, upam, da vam je bilo všeč. Dol pišite ideje za druge videe, lahko tudi na Instagramu, pa na TikToku. Če so primeri full kratki, jih dajem na TikTok. Če vam je tale difuzor všeč, ga pač kupite se pa enemu drugmu. Alien mal out, pridni moti, radi se imejte. Ajčo, bye!